No, takole okroglolična, kako tudi ne, saj smo te dni praznovali dan brez diete, vas seveda prav lepo pozdravljam v še eni oddaji Aktualno. No, pa najprej poglejmo, kaj vse je zabeležila naša kamera. Torej, udeležili smo se osrednje slovesnosti ob prazniku dela, se veselili bajnega uspeha moškega pevskega zbora Vres, obeležili Mednarodni dan higiene rok in nenazadnje praznovali dan babic. Pa si poglejmo vse našteto. Ob mednarodnem prazniku dela so povsod po Sloveniji zagoreli številni krasovi. No, tudi minister za delo, družino in socialne zadeve je v svoji poslanici vsem nam zaželel veliko znanja, delovnega zagona in ljubezni predvsem do soljudi. Koroška območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pa je v ta namen pripravila osrednjo prireditev na Kremžarjevem vrhu. No in tja sem se odpravila tudi s svojo ekipo. Poglejmo nekaj utrinkov. Odmeva v stenah Triglava in joče veter ledi, kjer zele zoskali ti hraboti srce, pojo gori in molčijo stezi. Ti hraboti srce, pojo gori in molčijo stezi. Drobna planika in veter joče ledi, le skrivajte megli med skalami srce, gore pojo penjeno pokrito, da ste žabo cestovine, še naga pogube penje. Pri semniku, tam na zatrniku, še jo hudo je začutil, pa priliv ga je glas. Zašla brez luke, njen svečer zbog ljuke, objavila je mobilna, ko zela je gostina, gremo na pokljubo, iskato žgaluko, že jo hudo je začutil, spimo s tem še mi je glas. V nadaljevanju vam želim predstaviti moški pevski zbor Vres, ki je na tekmovanju na Slovaškem za svojim bajnim uspehom dokazal, da so torej tekmovanja odlična motivacija za nadaljno delo. No, seveda lahko ima kdo pomisleke, zakaj tekmovati v glasbi, a vendarle so tekmovanja tudi za pevske zbore pomembna motivacija, ker se pozna pri kakovosti petja, je po uspehu na tekmovanju Slovakia Cantat v Bratislavi povedala zborovodkinja moškega pevskega zbora Vres, gospa Helena Buchwald Gorenšek. No, o samem tekmovanju, seveda tudi zgodovini zbora in nenazadnje v njihovih planih, pa sem se pogovarjala s predsednikom kulturnega društva Vres, gospodom Petrom Čuješem. Pa poglejmo, kaj je ob tej priložnosti povedal. Ja, tako je letošnje leto se je moški pevski zbor Vres izpreval.
odločil, da se poda na mednarodno tekmovanje, ki je bilo tokrat v Bratislavi na Slovaškem. Tekmovali smo v kategoriji moških pevskih zborov, kjer smo dobili zlato priznanje. Na tem tekmovanju se pač razdelijo priznanje na zlato, srebrno in bronasto ter zahvala za sodelovanje. Bili smo zelo uspešni in prejeli smo res zlato priznanje, ki je za naš zbor velika motivacija za nadaljnje delo. Poleg tega pa smo prejeli Grand Prix tekmovanja Slovakia Kanta 2014, kar pa pomeni, da smo bili izmed 24 zborov najboljši zbor tekmovanja. Prejeli smo 28 pik od 30 možnih. To je res ena velika nagrada za naš trud, ki ga gojimo že 43 let. Aha, ravno naslednje vprašanje je bilo, torej sem želela postaviti, koliko časa že delujete, oziroma če nam lahko na kratko predstavite zgodovino torej moškega pevskega zbora Vres. Ja, moški pevski zbor Vres je bil ustanovljen leta 1972, takrat pod vodstvom gospoda Joška Kerta, ki je oče moškega pevskega zbora Vres. On ga je na to vodil 20 let, za njim pa je zbor prevzela profesor Almira Rugina iz Slovenj Gradca. Tudi ona je Vres vodila 20 let do svojega, oziroma do našega 40-letnega koncerta. Na to je zbor prevzela profesor Helena Buhalt-Gorenček, ki vodi tudi Koroški akademski pevski zbor Mohorja. Mi smo z njo že 3. sezono, nadejamo se velike uspehe, ker mislim, Helena je pač ena najboljših zborovotkin, če ne najboljša na Koroškem, kar zagotovo lahko pokažemo s tem, da je z Mohorjanom pred 3 tedni dobila zlato priznanje na naši pesmi v Mariboru, čez 14 dni pa zlato priznanje na Slovakia Kanta in Grand Prix Slovakia Kanta 2014. Koliko je članov, kaj pravzaprav prepevate, kaj najraje prepevate? Ja, poslanstvo moškega pevskega zbora Vres je ohranjanje koroške in slovenske ljudske pesmi. Vendar, če želimo imeti nek cilj, neko nadgradnjo, se lotimo tudi umetnih skladb slovenskih in tujih avtorjev iz obdobja renesance, tudi moderne skladbe skladateljice Tadeje Vulc, ki prihaja iz Radelj. Vedno nam je motivacija koroška in slovenska ljudska pesem, s tem, da za boljše uspehe se lotimo tudi umetnih skladb. Koliko je članov? Trenutno je članov zbora 34, se počasi veča, vedno več dobimo novih pevcev, tako da vse gledalke in gledalce predvsem vabim, da se nam pridružijo na vaje vsak ponedeljek in četrtek od 7 do 9 ure zvečer. Kje pa? Na osnovni šoli Prevalje. Aha, tako da še sprejemate nove pevce? Še z veseljem sprejemamo nove pevce. Kakšni so pa pogoji, recimo, če bi nekdo želel prepevati pri vašem pevskem zboru? Nekih pogojev nimamo. Seveda v prvi vrsti je posluh, dobra volja in prijateljstvo, kar nas drži že 43 let skupaj. Plani za prihodnost, oziroma reče vam bolje temu bližnjo prihodnost, kje vas je moč ponovno videti in tudi slišati? Vse lepo vabim na naš letni koncert, ki bo 17. maja v Družbenem domu na Prevaljah, kjer bomo pokazali naš trud letošnje sezone, katere skladbe nove smo pač naštudirali. Potem bomo skupaj z Obalco Koper priredili koncert 28. junija v Štauhariji, to je muzej na Ravnah na Koroškem. Tja ste tudi lepo vabljeni. Naša prihodnost je v tem, da bomo delali projekte na naših ljudskih pesmi, udejstvovali se bomo tudi na mednarodnih tekmovanjih, ostalo pa se pustimo presenetiti. Laudate Dominum, laudate
5. maja že od leta 2009 obeležujemo mednarodni praznik higiene rok. No in v ta namen so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec pripravili stojnico, kjer smo lahko pridobili vse potrebne informacije o tem, kako si torej roke pravilno razkužimo oziroma umijemo. No pa da ne boste mislili, da si je roke pravilno razkužiti ali umiti sila preprosto, sama priznam, sem bila več kot presenečena. Sicer pa vam bo vse potrebne informacije v nadaljevanju pridala, povedala in tudi prikazala, kako si roke pravilno umijemo, gospa Marjana Plaznik, pomočnica glavne medicinske sestre. Pa ji prisluhnimo. V naši bolnišnici smo se odločili, da to malo predstavimo tudi širši javnosti. Ne samo higiena rok kot taka, ampak tudi kako si roke umivamo v domačem okolju, kdaj si jih umivamo, zakaj je to pomembno in pa za bolnišnico, za zdravstveno osebje, pa kako si pravilno roke razkužujemo. Mi za svojimi rokami prenašamo ogromno mikroorganizmov, ki ne dišijo, ne smrdijo, niso glasni, ampak so nevidni in jih s prijemanjem raznih predmetov, drugih pacientov dobimo na svojo kožo rok in jo potem prenašamo naprej. Da pa to preprečimo, je najosnovnejše in najbolj poceni sredstvo razkužilo za roke. Tako da priporočate razkužilo tudi za dnevno uporabo, recimo doma? Ne, v domačem okolju ne priporočamo. Tudi drugi ne priporočajo uporabe razkužil v domačem okolju, ampak samo pravilno umivanje rok in pa tisti faktori, ki so najbolj pomembni, ko pridemo iz službe, z trgovine, po uporabi stranišča, pred in po hranjenju. Predvsem pa v spomladanskih, jesenskih mesecih, ko smo prehlajeni, kihamo, kašljamo, uporabljamo robček, takrat zelo priporočamo, da si vedno pravilno umijemo roke. Razkužilo v domačem okolju mogoče, kadar gremo na pot, pa vemo, da ne bomo mogli priti do tekoče vode in mila, da imamo takrat razkužilo v roke in si jih nanesemo na vidno čiste roke. V bolnišnici pa razkužujemo roke kar naprej, predvsem po vsakem stiku in pred posegom pri določenem bolniku. Pa si da splošno znamo umivati roke, recimo če bi nekako pri pogovorih, pri ljudeh, ko so recimo vas danes obiskali, kako bi ocenili? Imamo Slovenci čiste roke oziroma korozci? Upam, da jih imamo. Najbolj pomembno je, da uporabljamo tekočo vodo in pa tekoče milo. V domači uporabi jasno, da brisače, ki so iz blaga, drugače pa brisače za enkratno uporabo, papirnate. To je naprava za ugotavljanje učinkovitosti razkuževanja rok. Na roke si nanesemo testno razkužilo, razkužilo so dodani UV delci in potem pogledamo, kjer je sredstvo prisotno na rokah. Vzamemo hipotetično, tam mikrobi niso prisotni. Tako da za to napravo ugotavljamo učinkovitost razkuževanja rok.
No, sicer pa so v tem tednu praznovale tudi babice oziroma babičari. Letos novi slogan Babice spreminjajo svet, družino za družino, pošilja sila jasno sporočilo, da babice s svojim delovanjem spreminjajo družino, družbo in svet s tem, ko rešujejo življenja mater in seveda tudi otrok, so zapisali tudi v svoji zgibanki. Za odgovorno babico v porodnem oddelku, gospo Sonjo Harnik, sem se pogovarjala malo pred polnočjo, torej v edinem terminu, ko na svet ni privekal novorojenček, pa je prisluhnimo torej, kaj je povedala. Da, danes je 5. maj, na katerega praznujemo Svetovni dan babištva po zamisli Mednarodne babiške organizacije. Ustanovljen je bil leta 1992. Babice ga praznujemo po vsem svetu, namenjamo ga medsebojnemu povezovanju in opozarjanju na težave. Ta dan izkoristimo za ozaveščanje širše javnosti o našem poklicu, o naši dejavnosti, o naših težavah. Po drugi strani pa ga izkoristimo za druženje med babicami. Biti babica je zelo lep poklic, tudi stresen. Vsi si predstavljamo babico kot obporodno pomočnico, vendar je še daleč, ni samo to. Babica spremlja žensko porodnico, nosečnico tudi v nosečnosti, med samim porodom in tudi po porodu. To bi bilo idealno, če bi bile babice prisotne v celotnem procesu, vendar pri nas v našem zdravstvenem sistemu ni še dobro poskrbljeno za to kontinuirano babiško oskrbo. Porodov je dosti v slovenjgraški porodnišnici, tudi sama jih spremljam recimo preko različnih medijev. Koliko pa vas je dejansko babic? V naši porodnišnici nas je zaposlenih 10 babic za polni delovni čas, ki delamo v porodni sobi. Zaposlene so še babice, ki delajo tudi na oddelku, v ambulanti in pokrivajo pač druga delovna mesta. Kako bi recimo ocenili, že sami ste malo poprej dejali, da so tudi težave, ko ste omenjali recimo tudi Svetovni dan babištva, da se torej izpostavi poklic in nenazadnje tudi težave. Kaj konkretno, torej kakšne so težave, s katerimi se recimo babice, lahko rečemo, morda tudi dnevno soočate? Babice se bi želele, da bi bile bolj vključene v primarno zdravstveno varstvo. V Sloveniji lahko babica samostojno opravi 5 pregledov v času nosečnosti pri zdravi nosečnostnici. In sicer v 16., 32., 37. in 38., 39. tednu nosečnice, seveda pri zdravih nosečnostih. Če bi se to v praksi udejanjalo, bi se dosti razbremenilo zdravnike, ginekologe in bi se lahko posvetili tistim ženskam, ki resnično potrebujejo njihovo pomoč. Da se počnejo kompletirati. Torej lahko jaz posebej, recimo, da sem v tem trenutku nosečnica, na koga se obrnem, recimo, če bi želela, da me babica pregleda, torej teh 5-krat? Ne vem, to pri nas zaenkrat na našem področju na Koroškem še ni mogoče, ker še takšnih ambulant ni, kjer bi bila babica zaposlena in upravljala te preglede. Vendar to je možnost, ki pa jo ne izkoriščamo in v bistvu niti ne poznam vzroka. Vzrok je verjetno na organizacijskem nivoju in želele bi se tudi, da bi bile babice vključene v patronažno zdravstveno nego. Zelo dolga tradicija je obiskovanja babic, porodnice in kopanja in oskrbe dojenčka, novorojenčka na domu. Zdaj pa je zelo malo babic zaposleno v patronažni zdravstveni negi in mislim, da so babice res primerno izobražene in imajo dosti izkušenj, da bi lahko bile zaposlene tudi v patronažni zdravstveni negi, predvsem pri negi porodnice in novorojenčka na domu. No, sicer pa je torej babištvo poklic z najdaljšim stažem v Sloveniji in tudi v Evropi nasplošno. Babištvo je v Sloveniji ima že zelo dolgo tradicijo izobraževanja in sicer prve izprašane babice so bile v letu 1753 v času vladavine Marije Terezije, ki je uvedla
prvo babiško šolo. In to je bil prvi medicinski poklic, zdravstveni poklic v Sloveniji splošno. Tudi prvi učbenik, kar se tiče področja medicine, je bil babiški. In sicer 1782. leta je šla knjiga o babištvu v slovenščini. Potem pa je babiška šola v Sloveniji delovala nepretrgoma 228 let do leta 1981, ko je zaradi zakona o usmerjenem izobraževanju bila prekinjena. Potem pa se je v bistvu izobraževanje babic v tem času nadomestilo z specializacijami, vendar je bilo tega zelo malo. Tako da je potem leta 1996 pa bila na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani ustanovljena posebna smer, zdravstvena nega, smer ginekologija porodništvo. Ob vstopu v Evropsko unijo pa je se spremenil spet sistem izobraževanja v Sloveniji in s tem bolonjskim sistemom se je Visoka šola za zdravstvo preimenovala v zdravstveno fakulteto oziroma v fakulteto za zdravstvo. In takrat se je tudi čisto ločilo od zdravstvene nege in je zdaj popolnoma samostojna smer na fakulteti za zdravstvo v babištvu. No, verjetno, če bi naredili primerjavo tiste babice iz 18. stoletja, pa recimo babice danes, torej vas, verjetno je... To je velika razlika, seveda. V tistem času so babice, so ženske večinoma rojevale na domu in so babice pač šle do njih, domov. Nepredstavljivo za nas, ki imamo pri roki vse moderne aparature in pripomočke in zdravila je, da si zamislimo porod na domu brez, samo z svojim znanjem in bore malo pripomočkov. Mokro brisačev, ne? Ja, to je res za nas nepredstavljivo, tako da jaz bi rekla, vsa čast tem babicam, tistim prvim, ki so to delo opravljale. Kakšen pa je torej vaš, recimo, nek poprečen delovni dan? Ja, poprečen delovni dan nas tukaj v porodni sobi je zelo različen. V bistvu, glede na to, koliko imamo pacientk, drugače pa naše delo vsebuje od sprejemanja pacientk do snemanja splodovih srčnih utripov, do spremljanja popadkov, do spodbujanja partnerjev, do vodenja poroda, do vseh teh stvari, tako da dan ni enak dnevu. Pri nas nikoli ne veš, ko prideš v službo, kaj te čaka in to je eden izmed tistih lepih strani našega poklica. Morda tudi kakšen intervju, ne? To je pa, ja. Izvedela pa sem tudi, da imajo slovenske babice eno veliko željo in sicer po nadaljevanju študija oziroma konkretno po magisteriju. In čeprav je šolski program že leta pripravljen, iz strani vlade še vedno ni odobren. No in zato so tudi one po dodatno znanje primorane odromati preko naših meja. Ja, zaključujem torej v čast babicam in sicer s pesmijo Toneta Pavčka. Svet naokrog je vabljiv in ranljiv, čudno resen in nemalo slovesen. Nekdo se je pravkar rodil in to je najlepša pesem. Takole, prišli smo do konca pregleda dogodkov, no v nadaljevanju vas vabim tudi danes k ogledu oddaje Obzornik, ki ga je tudi tokrat pripravila gospodična Anita Špringer iz KTV Dravograd. V tem trenutku le še srečno in kmalu na snidenje.